Z novim letom je začela veljati pokojninska reforma, ki prinaša kar nekaj sprememb. Najpomembnejše novosti pa lahko strnemo v tri točke. Upokojitvena starost se tako za ženske kot tudi za moške zvišuje na 65 let. Drugič, upokojiti se bo možno tudi s 40 leti delovne dobe, ob pogoju, da je dosežena starost 60 let. In tretjič, obdobje za izračun pokojninske osnove se z 18 let podaljšuje na 24. V preteklem obdobju je bilo že nekaj poskusov sprejemanja reforme pokojninskega sistema. Vlada Boruta Pahorja je tako že leta 2010 želela uveljaviti pokojninsko reformo, ki je bila podobna sedanji. Toda ob nasprotovanju opozicije in sindikatov je bila reforma leta 2011 zavrnjena na referendumu. V naslednjih 2 letih se je gospodarska kriza v Sloveniji še poglobila, pokojninska blagajna pa se je vse bolj praznila. Medtem je tudi javno mnenje postalo bolj naklonjeno reformi. Ministrstvo za delo je tako na osnovi reforme iz leta 2010 pripravilo nov osnutek. Minister Andrej Vizjak pa je ves čas sprejemanja reforme poudarjal, da jo je treba nujno sprejeti, če želimo zagotoviti redno izplačevanje pokojnin in njihovo dostojno višino. V Sloveniji se je začelo dogajati to, da smo se relativno zgodaj upokojevali, ne. Mi imamo poprečno 35 let in 4 mesece za starostno pokojnino, kar je res malo v primerjavi z drugimi državami. In potem smo zato prejeli mizerno penzijo, ne. In med vsemi družbenimi skupinami je dozorelo spoznanje, da res potrebujemo spremembe, neko novo rešitev, pristop, ki bo na eni strani omogočil, da stabiliziramo pokojninsko blagajno, s tem zagotovimo bodočim in sedanjim upokojencem dostojne penzije oziroma vsaj redno izplačilo le-teh, in da po drugi strani ustavimo padanje pokojnin bodočim upokojencem. Po izračunih ministrstva se bo tako do leta 2020 po reformi povprečna upokojitvena starost za ženske še povečala za približno 2,5 leti, za moške pa za slabo leto. Bodo pa zato po zagotovilih ministra pokojnine višje za 8%. Ob tem pa je slišati tudi opozorila, da bo že kaj kmalu potrebno sprejeti novo reformo, saj naše gospodarstvo še vedno peša, število upokojencev pa se povečuje, medtem ko se število zaposlenih zmanjšuje. Pokojninska reforma pa ureja tudi varstvo pričakovanih pravic za določene kategorije zavarovancev. Ta omogoča, da se bodo skladno z določbami prejšnjega zakona še vedno lahko upokojevali delovni invalidi, ki jim je pred uveljavitvijo pokojninske reforme manjkalo do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev do 3 leta starosti ali pokojninske dobe. Podobno velja tudi za invalide 2. ali 3. stopnje invalidnosti, ki so bili dan pred uveljavitvijo nove zakonodaje prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje in jim je manjkalo za pridobitev pravice do starostne pokojnine po prejšnjem zakonu do 5 let starosti in 5 let pokojninske dobe. Poglejmo še nekatere določbe reforme, ki urejajo področje invalidnih oseb. Zavarovanec, ki na podlagi prejšnjega zakona ni pridobil pravice na podlagi ugotovljene invalidnosti 3. stopnje ali 2. stopnje invalidnosti po dopolnjenem 50. letu starosti, lahko po uveljavitvi novega zakona zahteva, da se mu prizna pravica iz invalidskega zavarovanja. Široki skupini delovnih invalidov, med drugim zavarovancem s telesno okvaro najmanj 70%, slepim in gluhim, se k zavarovalni dobi zavarovancev, ki so jo prebili v delovnem razmerju ali drugem delu, prišteje 1/4 dobe dejanskega zavarovanja. Vrnimo se za trenutek še k pogojem za pridobitev pravice do starostne pokojnine.
Kljub temu, da se starostna upokojitev za moške in ženske izenačuje pri 65 letih, pa bo v nekaterih primerih možno tudi znižanje. Ženske bodo tako lahko uveljavljale skrb za otroka. Starostna meja se za enega otroka lahko zniža za 6 mesecev, za 2 otroka za 16 mesecev in dodatnih 10 mesecev za vsakega naslednjega otroka. Za moške pa se starostna meja lahko zniža za 2/3 dejanskega trajanja vojaškega roka. Ne bo pa možno v pokojninsko dobo uveljavljati tudi čas študija. Ob sprejemanju reforme je bilo slišati precej kritik na račun zvišanja starostne upokojitve. 65 let naj bi bila previsoka meja, starejši delavci namreč niso več tako učinkoviti, poleg tega naj bi z zvišanjem starostne omejitve onemogočali zaposlitev mladim. Na ministrstvu za delo pa poudarjajo, da stara pokojninska zakonodaja temelji na zastarelih izračunih. Želim povedati, da je obdobje prejemanja pokojnine se iz leta v leto daljša. Poglejte, bom nekaj podatkov frapantnih povedal. V zadnjih 100 letih smo se v povprečju postarali za 30 let. 30 let dlje živimo letos, kot smo pa živeli pred 100 leti. V povprečju 30 let, eno celo generacijo. To je civilizacijski dosežek, to je dobro. Mi smo tega veseli. Ne? Ljudje enostavno živimo dlje. In logično je, da če živimo dlje, da ne moramo biti seveda delovno aktivni pa skozi približno samo isto časa, kajti potem se nam obdobje prejemanja pokojnine podaljšuje. In nobena matematika ne kaže, da je tak sistem vzdržen. Zato moramo seveda prilagajati obdobje delovne aktivnosti obdobju pričakovane starosti. Tako kot ob vsaki spremembi pokojninske zakonodaje, se je tudi tokrat med državljani pojavila bojazen, da novi zakoni prinašajo slabše pogoje za upokojevanje. Zato so mnogi izkoristili čas pred uveljavitvijo nove zakonodaje in odkupili manjkajoča leta delovne dobe ter se upokojili po stari zakonodaji. Minister vse zavarovance miri, da hitenje v pokoj ni potrebno, saj tudi nova zakonodaja omogoča upokojitev tistim, ki izpolnjujejo pogoje po stari zakonodaji. Toda hkrati vsem zavarovancem priporoča, da ostanejo dlje v zavarovanju, saj lahko le pridobijo. Da je najslabše, če se upokojijo zgodaj, zaradi tega, ker bodo morebiti v prvih letih tega niti ne bojo opazili, ker bojo imeli mizerno pokojnino. Namreč nam je razmerje med pokojnino in plačo že toliko padlo v tem zadnjem obdobju, v teh zadnjih 10 letih, da se splača delati nekoliko dlje, sploh če se pravim zdravje in ostale okoliščine to omogočajo, ker je potem tudi na starost nek dostojnejši denar. Povejmo še, da je bil tik pred sprejemom iz zakona umaknjen predlog, da se iz pokojninske blagajne izločijo pokojnine, ki so bile pridobljene na podlagi posebnih pogojev in sredstva za njihovo izplačevanje zagotavlja državni proračun. Tako država še vedno zagotavlja pokojnine za približno 170 tisoč upravičencev, katerim so bili prispevki za pokojninsko zavarovanje vplačani v drugih republikah nekdanje skupne države Jugoslavije. Hvala lepa za vašo pozornost in nasvidenje.